Pozdravljeni! Ljutomerski gimnazijci smo z vami tudi ta mesec. Vsako leto z veseljem sodelujemo na modelu Evropskega parlamenta, ki pa je tokrat potekal na daljavo. Udeležil se ga je dijak prvega letnika Nikolaj Novak. Lepo pozdravljeni, danes je v naši družbi Nikolaj Novak, ki je dijak prvega letnika Splošne gimnazije in se je kot predstavnik gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer kot slovenski delegat udeležil 53. mednarodne seje modela Evropskega parlamenta. Lepo pozdravljen. Dober dan. Za začetek bi nam prosim Nikolaj povedal, zakaj si se sploh mednarodne seje udeležil? V šoli pač tudi obiskujem debato in to je nekako v konceptu zelo tudi podobna stvar. Smo na MEP-u imeli določeno temo, na katero smo tudi morali najprej najti težave, ki se pri tej pojavljajo in potem smo razpravljali, kako bi te težave rešili. In poleg tega je bilo tudi v angleščini in ker po moje obvladam angleščino, to tudi ni bila nobena težava. Poleg tega me pa tudi interesira politika in nekako je bilo to vse združeno, to, kar me zanima, tako da je nekako bila popolna priložnost za to. Si se mednarodne seje prvič udeležil? Dejansko sem se prvič udeležil, da. O katerih vseh temah ste govorili na seji in kaj ti je bilo najbolj všeč? Tem je sicer bilo več, da vsak komite, skupina nekaj delegatov iz različnih držav je pač imela svojo temo. Jaz sem bil pač v 10. komiteju Libe, kjer smo imeli razpravo tudi o zaščiti privatnosti in o tem, da podjetja ne bi smela prodajati naših osebnih podatkov, ko se prijavljamo v njihove aplikacije in tudi zakone, ki so za to postavljeni, napake v teh zakonih in tudi kako bi te napake odpravili. Kako se ti je zdela celotna izkušnja na mednarodni seji in kako se ti je zdelo to, da je potekalo preko Zooma? Izkušnja mi je bila zelo, nekaj me je naučila novega, tudi kako nekako delovati v politiki. Sicer bi bilo najverjetneje boljše, če bi potekalo v živo, kajti potem bi lahko tudi lažje bilo se pogovarjati nekako z ljudmi, kajti tu na Zoomu je nekako ni ravno idealno. In drugače pa je bilo še precej v redu in se mi pa zdi, da bi tudi to še želel ponoviti. Hvala, da si bil v naši družbi in veliko sreče še naprej. Najlepša hvala. Student Cuts, filmski festival z bogato tradicijo, bo ponovno z nami ta četrtek. O poteku smo se pogovarjali s koordinatorjem festivala, profesorjem Jakobom Polutnikom. Ja, ta ideja je zdaj že v bistvu kar precej stara. Jaz sem prej delal na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, smer medijske komunikacije in tam smo pravzaprav začeli delati neke filme, produkcijo. In ideja je bila, da ne bi zadev delali za nas tam, ker smo zaposleni, ker pač je vseeno treba veliko truda vložiti vse skupaj, da se pripravi. In je nastala ideja, da bi mogoče to začeli malo predvajati javnosti. Imeli smo tudi en kup grafičnih izdelkov, ki so jih delali na drugi smeri. Nastavilo je kar nekaj dobrih nalog, ki so jih študenti pripravljali. In potem je pač iz tega nastala ideja, da bi pripravili nek dogodek. Sam dogodek se pa potem razvijal v dve smeri in v bistvu ena od teh smeri je bil ta festival, ki je v bistvu zaživel zelo lepo in se tekom leta razvijal v zelo lep mednarodni festival. Tako da smo na koncu potem ta del obdržali in se je festival dejansko razvijal do nekje leta 2018. Potem pa je nekoliko zamrl, zdaj pa v bistvu se je pojavila priložnost, da bi dijaki dobili ponovno priložnost. Sama platforma je bila dobro nastavljena, v bistvu to, kar smo iskali tukaj v Ljutomeru in smo zadevo oživili. Zdaj letos je pač seveda nekoliko okrnjeno še, malo se tudi še lovimo, da vidimo, kako bo zadeva funkcionirala, ampak v osnovi sama platforma Student Cuts je bila primerna in smo rekli, dajmo dijakom priložnost in pa na ta način tudi skrbimo na nek način za njihovo prihodnost, tudi ko bodo oni študenti se bodo lahko prijavljali in bi zadevo nekako tako nadgradili, tako da ima zelo svetel potencial. V bistvu letos bi želeli, da zadeva sploh zaživi. Naprej pa je predvsem cilj, da bi zadevo spravili v neke okvire, ki so bili že prej vzpostavljeni, se pravi, da ne bi bil to samo dijaški festival 3 gimnazij, ampak da bi bilo to odprto, da bi se prijavljali tudi dijaki, tudi študenti,
V končni fazi dijaki bodo postali študenti in bi bilo fajn, da v bistvu tudi vidimo, da sami prijavijo nekoč nazaj na ta festival tudi kasnejše izdelke, da vidimo, kako napredujejo, da imamo še na nek način stik z njimi. In pa da bi se ti filmi čim bolj delili. V bistvu, preden je festival nekoliko zamrl, smo imeli že 30 projekcij tekom leta, in če bomo kdaj prišli blizu te številke, bi bilo super. Tako da predvsem bi si želeli, da bi rastel, ne samo za film, tako kot je že nastavljen, ampak tudi za gledališče, s tem, da tam so nekako drugi okviri, tam moramo še zadeve nekoliko premisliti. Tudi sam ne prihajam iz gledaliških vod in se pač lovimo malo na teh specifikah. Definitivno pa je ideja, da bi se vse odvajalo v živo, tako filmski festival kot gledališki del, in da bi lahko v bistvu dijaki tudi na gledališkem delu dejansko predstavili svoje izdelke v živo. Tako da v bistvu ideja je ful, no? In upam, da jo bomo uspeli kmalu tudi realizirati. Letos smo festival pripravili v aprilu, točno 22. aprila. Razlog je predvsem to, da želimo 4. letnikom omogočiti nemoteno pripravo na maturo, tako da ta termin tu nekje bo ostal verjetno tudi v bodoče. Kljub temu, da je v preteklosti potekal junija, bo zdaj ta aprilski termin mogoče malo bolj osvežen, bo mogoče malo lažje. Tako da jaz pričakujem, da bo to super izkušnja in da bodo tudi bodoči dijaki že vedeli, saj tam pa nas čaka naš prostor, kjer bomo lahko objavljali stvari. Na vsak način želimo dijakom omogočiti njihovo sekcijo, se pravi, da ne bi mogli zdaj tekmovati s celim svetom, ker bi znalo biti to mogoče malo preveč zastrašujoče. Ampak ta sekcija, to, kar bomo letos imeli, je jedro in to bomo potem vsako leto samo nadgrajevali, tako da aprila se vidimo. S profesorico francoščine Lidijo Kos smo kramljali o njeni novi knjigi. Si v naši družbi naša profesorica Lidija Kos. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, bonjour. Po izobrazbi je profesorica Lidija umetnostna zgodovinarka in profesorica francoskega jezika, ki ga na naši gimnaziji že vrsto let poučuje in mlade nadobudneže navdušuje nad tem prelepim jezikom. V prostem času profesorica Lidija zelo rada ustvarja. Leta 2019 je izdala Pesmi in razmišljanja in v lanskem letu Izzive sodobnega človeka. Ja, najprej je bila ena bolečina oziroma razočaranje nad svetom, v katerem sem se takrat znašla in ki ga enostavno nisem mogla in tudi nisem želela sprejeti. In tako je potem v meni se pojavljal vedno večji upor, ki je potem prerasel v pesmi, razmišljanja, ki sem jih morala dati na papir. In tako je v meni bila potem vedno večja želja, da bi to delila tudi med odraščajočo mladino, med svoje otroke, dijake, sedanje, nekdanje, da bi imeli nekaj za prihodnost, o čem bi lahko razmišljali. Ali bi mogoče izpostavili kako prelomno točko, ki je pripeljala to vašo bolečino do tega, da ste res svoje razmišljanje zlili na papir? Ja, to so bili predvsem moji nekdanji dijaki, ki so me spodbujali k temu, da naj pišem, in pa tudi moji prijatelji. Tako da sem predvsem zaradi njih potem začela to deliti v javnost. Torej bi kot navdih izpostavili ravno krog ljudi, ki vas obkroža. Tako je, začutila sem, da ljudje potrebujemo tovrstno spodbudo, tovrstna razmišljanja, torej svet potrebuje neke nove vrednote, kajti zašli smo dejansko in moramo se pošteno zamisliti, kam gremo. Se popolnoma strinjam z vami. Kakšni pa so pravzaprav po vašem mnenju izzivi, s katerimi se danes soočamo? Mogoče je teh izzivov sedaj v trenutnih koronskih časih še več, kot jih je bilo poprej, oziroma jih pravzaprav sedaj vidimo, mogoče bolj kot v nekih normalnih časih. Tako je, Timotej, res je. Pa morda, da bodo poslušalci, gledalci začutili, v kakšnem občutju oziroma počutju sem bila takrat, ko se je ta upor v meni pojavil. Naj uprizorim oziroma prikažem z prvo pesmijo, ki je takrat nastala, pa bi jo kar odrecitirala poslušalcem. Kje si ti, svet moj? Le kam si zataval? Okrog mene krivice,
prevare, laži. Nočem več biti, kjer mesto mi ni. Zadihati hočem, duši me, ne zmorem. Tu se ne znajdem, tu nisem doma. Odleteti želim si stran od tega. Moj svet je ljubezen, iskrenost, sočutje. Moj svet je milina in varno počutje. Jaz dihati hočem, srce mi kriči, po tebi ti svet moj tako hrepeni. Torej, v svojih razmišljanjih, pesmih se dotaknem krivic, ki se nam dogajajo, pasti, v katerih se znajdemo v življenju. Dotaknem se odnosov med moškimi, ženskami, vrednotah, ki jih zapuščamo v mladini, in pa tudi izzivov, kar se tiče podnebja, torej epidemije. Katere izzive sodobnega človeka pa vidite kot tiste najtežje? Oziroma, ali se pravzaprav ljudje bojimo teh sodobnih izzivov, ki nam jih usoda in življenje podajata? Ja, mislim, da se ljudje sploh bojimo biti to, kar v resnici smo. Želimo ustrezati družbi, nadejamo si takšne in drugačne maske, na koncu pa nismo to, kar bi naj bili. In potem smo vedno bolj zagrenjeni, frustrirani, ker se prilagajamo družbi, ki pa je, saj vemo, dvojna morala, ni iskrena in tako človek vse bolj propada, ker ne živi svojega bistva. Tako da predvsem je to en izziv za človeka, da postane iskren sam do sebe in pa do družbe, da zaživi svoje bistvo. Potem pa seveda tudi vsi ti podnebni problemi, ki nas čakajo v prihodnosti. Če se ne bomo zbudili, bo morda že prepozno. Pa potem odnosi med moškimi in ženskami. Spet prihajam nazaj do iskrenosti. Kam je šel iskren pogovor med nami? Zakaj vrvimo tako drug mimo drugega in si ne pogledamo v oči? Ne povemo si, kaj nas muči, kaj nas žuli, ampak si raje zabijemo nož v hrbet. Na koncu pa vsi želimo biti videni, slišani in ljubljeni. In mislim, da bi nam svet bil veliko lepši, prijaznejši, boljši, če bi si povedali, kaj nas teži. Torej iskrenost. V prejšnji pesmi, ki ste jo lepo zrecitirali za vse nas poslušalce, ste se dotaknili dejstva, da si vsak gradi nek svoj svet. In s tem pride tudi neko vprašanje svobode. Se vam sploh zdi, da še imamo posamezniki neko svobodo v svetu, ali nam je vse nekako podano v roke in moramo slediti nekim družbenim vzorcem, se pravi, ali imamo sploh svobodo in možnost, da snamemo to neko družbeno masko in da zaživimo v takšnem smislu, kot si ga sami želimo? Res je, svoboda je ena največjih vrednot. Kaj nam bo zdravje, če nismo svobodni, a ne? Teda, svoboda pa je kompleksna zadeva, tako kot praviš, Timotej, družba nam nalaga neka merila, vzorce, katerih bi se naj držali, ampak zaradi tega velikokrat trpimo. Torej, verjamem, da si tisto svobodo moramo najti predvsem v sebi. Se pravi, da če ravnamo tako, da imamo čisto vest, da postopamo dobro, da si odpuščamo med seboj, tako samim sebi kot ljudem okrog nas, da se sprejemamo takšne, kot smo, z napakami vred, že lahko veliko storimo za to svojo notranjo svobodo. Kajti zunanji okviri pa vidimo, da velikokrat se jih moramo držati in jih ne moremo spremeniti. Z glavo skozi zid pa tudi ne moremo, ne? Ena moja dobra prijateljica je rekla: obremenjujem se s tistimi problemi, ki jih lahko rešim. Vsega ne moremo rešiti, lahko pa smo notranje svobodni, torej s čisto vestjo. Pa bi s to mislijo zaključila današnji pogovor. Hvala za obisk, pa še za konec mogoče eno vašo pesem, ki je vaša najljubša iz zbirke. Z veseljem, ker smo ravno v postnem času,
pa tudi nasploh, ker je ta epidemija, se mi zdi, namenjena razmišljanju in pa ponovnemu upanju, naj zaključim tale najin prijeten pogovor z pesmijo o upanju Pomlad. Narisal nasmeh se mi je na obraz, ptice so zjutraj žvrgolele na glas. Vznemirljiva pomlad vedno znova pride in z njo novo upanje vsakič rodi se. Razveseljuje me sonce in rajanje ptic, osvobodilo srce me je, spon in meglic. Bil čas je za žalost, za temo in hlad, nastopil zdaj čas je za biti spet mlad. Za konec pa še dvojna doza raziskovanja. Pri predmetu sociologija sem se letos odločila raziskovati cepljenje, saj se mi to zdi zelo aktualna tematika, ki zadeva prav vsakega izmed nas. Ugotavljala sem, da je v Sloveniji in po svetu, da so mnenja glede cepljenja zelo deljena. Ker pa me to področje tudi osebno zanima, sem se odločila vse skupaj malo bolj raziskati. Najprej sem pregledala podatke iz literature, zakonodaje različnih držav, nato pa sem izvedla anketo z Slovenci in tujci ter anketo z študenti medicine, torej bodočimi zdravniki. Izvedla pa sem tudi sporedni intervju s podpornikom in nasprotnikom cepljenja. Ugotovila sem, da se zakonodaje v evropskih državah zelo razlikujejo. V nekaterih državah imamo obvezno cepljenje, medtem ko je v drugih državah cepljenje zgolj priporočeno oziroma ni obvezno, pa vendar se razlikujejo tudi stopnja precepljenosti teh držav. Ugotovila sem, da je najnižja precepljenost v Evropi v Ukrajini in Bosni in Hercegovini, kjer je bilo tudi veliko primerov ošpic v obdobju enega leta. Primerjala sem, proti katerim boleznim so cepljeni študenti medicine v primerjavi z odraslimi iz Slovenije in ugotovila, da so študenti medicine proti vsem neobveznim boleznim v veliko večji meri cepljeni kot odrasli, torej laiki. Zelo dober primer je recimo cepljenje proti gripi, ki je bilo letos zelo aktualno. In kot vidite, je cepljenih 72 študentov medicine in zgolj 18 odraslih iz Slovenije. Ugotavljala sem tudi, kako Slovenci poznamo zakonodajo povezano z obveznim cepljenjem. Ugotovila sem, da za marsikatero cepljenje Slovenci ne vedo, ali je obvezno ali ne. To vidite v zgornji tabeli. In ugotovila sem tudi, da Slovenci ne vedo, da so v Sloveniji predpisane denarne sankcije, vkolikor starši ne cepijo svojih otrok. Izvedla sem torej tudi sporedni intervju z zagovornikom cepljenja oziroma zdravnico in nasprotnikom cepljenja, torej predstavnikom organizacije, ki nasprotuje cepljenju. Postavila sem jima identična vprašanja in dobila popolnoma drugačne oziroma celo kontradiktorne odgovore. Na primer, glede sankcij, zagovornica cepljenja, torej zdravnica, se zaveda, da je sankcioniranje v Sloveniji neučinkovito in se praktično ne izvaja, medtem ko nasprotnik cepljenja pravi, da imamo v Sloveniji najhujšo cepilno represijo, ter periodično izdajamo denarne kazni, kar se mu zdi popolnoma nedopustno. Komunikacija v družini. V svoji raziskovalni nalogi sem raziskovala komunikacijo v družini, saj menim, da je komunikacija ključna za dobre odnose. Naj gre za odnos med fantom in dekletom, med možem in ženo, med prijateljem in prijateljico ali širšim krogom ljudi, kot je družina. Vsi si želimo kvalitetno vsakdanje življenje, do katerega pridemo le z učinkovito komunikacijo. Kakšna pa je ta komunikacija, pa sem ugotavljala v svoji raziskovalni nalogi.
Z pomočjo ankete sem raziskovala komunikacijo v družini in si zastavila 6 hipotez, iz njih so sledila vprašanja in prva hipoteza se je glasila, da je komunikacija med starši in otroki dobra. Kot vidite iz grafa, je komunikacija res dobra, saj je 81% udeležencev odgovorilo, da se jim komunikacija zdi dobra. Zaradi velikega porasta tehnologije sem se vprašala, kakšen je vpliv tehnologije na komunikacijo. Kot sem predvidevala, je uporaba tehnoloških naprav negativna glede komunikacije, zato sem drugo hipotezo potrdila. Pri tretji hipotezi sem ugotavljala, kako dejavnik ločenih staršev vpliva na komunikacijo. Anketirancem sem zastavila več vprašanj, povezanih z komunikacijo v družini, kjer so starši ločeni, na primer, ali si želijo še več komunikacije z ločenimi starši in ali je manj komunikacije v družini z ločenimi starši kot v družini, kjer so starši skupaj, in ugotovila, da udeleženci z ločenimi starši v družini nekateri težje komunicirajo, drugi lažje, zato sem to hipotezo delno ovrgla. Raziskovala sem tudi odnose med sorojenci in ugotavljala, ali so odnosi boljši takrat, ko smo mladostniki ali ko smo bili še otroci. Pri tej hipotezi sem ugotovila, da se večina anketirancev s svojimi sorojenci dobro razume, že od otroštva, z mladostniškimi leti pa so šele izboljšali ta odnos. Ob raziskovanju sem seveda se sklicevala na različne vire in ugotovila, da tudi z psihološkega vidika so odnosi med sorojenci v mladostništvu boljši kot takrat, ko so še bili otroci, zato lahko še z tega vidika potrdim svojo hipotezo. Peta hipoteza je ugotavljala, ali lažje zaupamo svoje težave mami ali očetu, in ugotovila sem, da večina udeležencev lažje zaupa svoje težave mami. Na grafih lahko vidimo, koliko se povprečno pogovarjamo dnevno z mamo in očetom. Sledila so tudi vprašanja, v katerih je bila tematika zaupanja, in ugotovila sem, da mami vseeno nekako bolj zaupamo. Še zadnja hipoteza, ki je bila čisto preprosta, in sicer udeleženci v večini menijo, da je komunikacija v družini dovolj. Kar 97 udeležencev od 109 je odgovorilo, da se v družini dovolj pogovarjajo, da se jim zdi komunikacija dovolj, in s tem sem nekako zaključila svojo raziskovalno nalogo. Ugotovila sem, kar sem želela, in bila nad rezultati kar presenečena. Ponekod se mi je zdelo, da takšni odgovori bodo, pač sem predvidevala, ponekod pa je bilo res presenečenje, kaj vse sem izvedela od ljudeh, ki so pač odgovarjali na mojo anketo. Pa še za zaključek ena kratka misel, da je komunikacija edini način in pot, da si lahko sporočimo svoje misli, doživetja in občutke, saj druge poti nimamo. Zato se držimo komunikacije, še naprej komunicirajmo v družini, saj bomo le tako lahko ostali v dobrih odnosih. Hvala. In smo prišli do konca. Z vami bomo spet prihodnji mesec, ko pa nas boste lahko spremljali že 99. Adijo!